Pogled v znanost. Kako je skupno delo prepoznavanja po večini težje čitljive pisave Srečka Kosovela o pomoči umetne inteligence po dobrem stoletju omogočilo, da lahko odslej njegovo poezijo v javno dostopnem digitalnem arhivu beremo z njegovimi pravimi besedami. Skupina iz Narodne in univerzitetne knjižnice, sestavljajo jo magistrica Ajda Zavrtanik-Derglin, ki je vodja projekta Od rokopisa do besede, prostovoljki Ivanka Učakar in Manca Boh ter vodja Nacionalnega literarnega arhiva iz NUK-a magister Marjan Rupert, bo tokrat opisala pot do tega prepleta humanistike in umetne inteligence, ki je v letošnjem Kosovelovem letu že na voljo vsem zainteresiranim. Posnetke s predstavitve pretekli četrtek in pogovor z vodjo projekta je pripravil Goran Tenze. Nacionalka letos ponuja kar nekaj dejanj spomina, nedavno pa so predstavili uspešne rezultate. Leto dni trajajoče kombinacije rabe umetne inteligence v prepoznavanju pesnikove literarne zapuščine, tokrat pesniške. Po prihodu nove ravnateljice Jane Kolar pred letom dni, ki je po temeljni formaciji kemičarka in je nekoč že delala na restavratorskem oddelku, se je tudi javna podoba nacionalke začela posodabljati. Rokopisni oddelek se je zaradi že pred leti razširjene pahlače skrbi za pisno dediščino preimenoval v Nacionalni literarni arhiv. Prav v projektu Od rokopisa do besede pa je NUK dejavno prestopil v aktivno rabo prednosti umetne inteligence pri skrbi za dediščino. Mlada matematičarka po formaciji Ajda Zavrtanik-Derglin je prevzela vpeljavo teh tehnoloških pridobitev in hkrati tudi lani začeti omenjeni projekt izboljšanja skrbi za dediščino več kot 1000 pesmi Srečka Kosovela. Magistrica Ajda Zavrtanik-Derglin, vi ste programerka aplikacij, sicer v Narodni univerzitetni knjižnici in ste skrbeli za ta projekt Od rokopisa do besede, ki se zdaj nekako zaključuje. V tem projektu, ki traja v letu 2025, ste poskušali si pomagati z umetno inteligenco, tudi skrbite za to v samem NUK-u, torej uvajanje umetne inteligence v knjižnične delovne procese. In izbrali ste en specifičen program umetne inteligence, ki je po nekih štihprobah, po domače rečeno, se je izkazal, da bo najbolj optimalno razumel pogosto nečitljiv Kosovelov rokopis. Za našo obdelavo besedil smo si izbrali Transkribus, predvsem zato, ker je na zelo enostaven način ponudil možnost, da natreniramo model umetne inteligence za posebno roko, torej za Kosovelov rokopis prav posebej. To nam je bilo zelo pomembno, ker smo takoj videli, da je Kosovelov rokopis zelo zahteven in mestoma praktično nečitljiv. In se nam je zdelo zelo pomembno, da lahko natreniramo tak model prav za Kosovela. Poskusili smo kakšen splošen model, tudi ne v okviru Transkribusa, in smo ugotovili, da rezultati so popolnoma neuporabni. In bi mogoče lahko postregli z konkretnimi številkami pred tem snemanjem in tudi na sami predstavitvi projekta. Tukaj v NUK-u ste izpostavili prav neke številke. Torej, mislim, da je bil procent v primerjavi z tem štihprobo na Cankarjevem besedilu nekem, ki je pisal za razliko od Kosovela lepše, da ima on 93% uspešnost prepoznavanja ustreznih besed in stavkov, dočim pri Kosovelu je dosegel 75%. Ja, torej treniranje teh modelov poteka tako, da najprej ustvarimo učno množico, v kateri naredimo sami ročno prepise teh rokopisov. Za Kosovela smo naredili učno množico veliko približno 10.000 besed, ki je nekako priporočljiva vrednost, da imaš v učni množici toliko besed. Ko smo model natrenirali, je on skozi validacijo nam sporočil, da ocenjuje, da bo pravilno prebral približno 3/4 znakov. Torej, da bo
približno 3/4 besed prebral pravilno. To se nam je takrat sicer zdelo malo, ampak mogoče dovolj za to, da dobimo neke berljive tekste ven. Me je pa osebno zanimalo, ali lahko mogoče z večjo učno množico dosežemo boljši rezultat, torej nekak boljši model, ki bi več znal pravilno prebrati. Zato smo poskusili narediti podoben model tudi za Cankarja. Cankar je pa res, kot ste rekli, imel zelo lep rokopis, še posebej v primerih, ko je pisal za urednike, in to so tudi primeri, ki jih imamo digitalizirane. V tem poskusu smo v bistvu uporabili pol manj besed, kot je priporočljivih, samo 5000, in smo dobili model ven, ki je bil več kot 90% natančen. In na podlagi tega sklepamo, da bi zelo težko Kosovelov model izboljšali na nek tak dejansko poraben in pomemben način. Upali smo, da bo tak model nam dal tako dobre rezultate, da jih bomo lahko takoj objavili na naši digitalni knjižnici. Izkazalo se je, da je model sam zase ocenil, da bo pravilno razpoznal približno 3 od 4 črk. In ko smo to potem pognali čez celotno zbirko, smo ugotovili, da rezultati niti približno niso blizu tej številki. Rezultati so bili večinoma neberljivi, še posebej slabo se je model izkazal na skenih, ki so bili malo slabše kvalitete ali pa so bili recimo rokopisi s svinčnikom napisani. V takih primerih pravzaprav model ni razpoznal skoraj nič. In zato smo razmišljali, kako bomo zdaj to omogočili javnosti. Smo se odločili, da bomo vključili javnost, da nam lahko prostovoljci, zainteresirana javnost pomaga pri obdelavi in pri popravljanju teh rokopisov. Kako so projekt nadaljevali? Torej, ta projekt smo nekako delali v 2 fazah. V prvi fazi smo to zbirko rokopisov, več kot 1000, razdelili v pakete po 10 in smo tak paket poslali prostovoljcem skupaj z navodili, kako naj se loti te transkripcije. Prva faza je trajala nekako od junija do septembra. Ko smo jo zaključili, smo potem te izdelane transkripcije malo uredili in jih potem zapakirali v enake pakete kot prej in poslali v drugi fazi drugemu prostovoljcu, ki je pregledal transkripcije prvega prostovoljca. To smo naredili zato, ker smo zelo hitro opazili, da bo težko en sam prostovoljc zadovoljen s svojo transkripcijo in prepričan v to, kar je zares prebral, kar se je tudi zares izkazalo. Torej, poziv smo dali ven v našem novičniku, na družabnih omrežjih, na Dalibu, in zelo hitro smo dobili dovolj prostovoljcev, da smo razposlali vse pakete. Javili se nam jih je več kot 120, sodelovali na koncu je pa 101 prostovoljc in prostovoljka. Ena od 101 prostovoljca in prostovoljke je bila tudi upokojena učiteljica in knjižničarka Ivanka Učakar, ki sicer že dolgo zavzeto in navdušeno sodeluje pri vsebinsko podobnih, tehnološko pa seveda pred leti analognih projektih prepoznavanja pisne dediščine v našem jeziku. To se pravi, jaz sem tista ena, 100 jih je pa še po vsej Sloveniji. Moram povedati, da ni bilo to moje prvo razbiranje rokopisov, ker sem večino svojega poklicnega življenja aktivnega preživela v šolstvu in v knjižničarstvu. Tako da sem že razbirala Rudolfa Maistra, pa Frana Albrehta, pa majhne zveščiče Franceta Steleta, umetnostnega zgodovinarja, ki je kot študent zbiral za Štreklja zgodbe svojih sorodnikov, krajanov in tako. Tako da imam s tem nekaj izkušenj, sedaj sem upokojena, znanje je, veselje s takim delom je. To je pa prav posebno veselje, saj se s Kosovelom srečujem že od tistega Sonček Boža Tačice, pa potem naprej seveda do tega malega plaščka, pa do koncov, pa do kolažov, pa do bržunaste lirike. Vsako obdobje kaj prinese. Res, da se na zaslonu ne moreš dotakniti
tega. Ampak to je skoraj tako, kot bi bral rokopis, kot da bi bil v neposrednem stiku s tem mojstrom besede, tem vizionarjem, tudi v smislu filozofije ali česa podobnega. Sken, tisto, kar je umetna inteligenca prebrala, navodila, potem pa, kar je na Dalibu in tudi seveda imamo vsi doma v svojih knjižnicah kaj na papirju. Tako da zelo dobro pripravljeno z vidika nekoga, ki se vključuje in je samo en delček. Jaz sem delala na tak način, vsak je moral malce najbrž po svoje. Jaz sem najprej pogledala sken in poskusila prebrati. Potem sem šla pogledati, kaj je mašinca naredila in potem sem šla še enkrat in bilo lepo počasi. Včasih je bilo treba še v Dalib pogledati. Navodila so bila zelo jasna. Kar prebereš, kar ne veš, označi z vprašaji oziroma če je dvomljivo s črticami in sredino. Diplomatični prepis, ne se ozirati na to, kar je že objavljeno, ker če je en sam človek bral, zdaj nas je pa 100 bralo, pa vem, da so vsi od Cvirka, profesorja Cvirka do vseh, kdorkoli se je s tem ukvarjal, se vložili noter, ampak kot je bilo že omenjeno, težko berljivo, tisto, kar je s svinčnikom napisano in še to se čuti, to pa domnevam, razmišljala sem o tem. Tisto, kar je pisal v zadnjem obdobju, je moral biti kot v neki vročici, to je njemu vrvelo v glavi in to kar takole teče in G in J sta enaka, O in A sta enaka, 3 črke se kar združijo v neko vijugo. In to je bil največji izziv, to, da se discipliniraš, tole sem razvozlal, da zapišeš in da rečeš, da tu moram, naprej pa ne gre. To sem predvsem doživela, potem, to se pravi, nekaj sem sodelovala v prvem krogu, potem sem pa prebirala, kar so že v drugem krogu. In ko je bilo polno vprašajev, kaj je to ena beseda, in se mi je v hipu odprlo, in ko se je ta beseda izkristalizirala, ker je bil glagol, se je takoj tisti vers odvozlal in ker so pač rime, se je v hipu cela pesem zložila. In bolj tisti moment, ko rečeš, wow, sej to je pa to. In to ti naredi veselje tistih par sekund tebi osebno, potem pa še rečeš, to bo objavljeno, to kot je, zdaj bo lahko kdorkoli se s tem naprej ukvarjal, tako da to je to. Predstavitve projekta se je udeležila tudi prostovoljka gimnazijka z gimnazije Žilimlje Manca Boh, ki pa je sodelovala pri naravoslovni analizi vpliva črnil, ki jih je pesnik uporabljal na povečini nekakovostnih kosih papirja. Leta po koncu prve vojne, ko je Primorsko okupirala in priključila kraljevina Italija, je pesnik s Krasa ob splošnem pomanjkanju in načrtnem državnem uničevanju prisotnosti slovenstva na Tržaškem, na vseh ravneh njihove javne prisotnosti, uporabljal njemu očitno edini dostopni papir slabše kakovosti, Manca Boh. In ni enigma samo, kaj je Kosovel zapisal, ampak tudi kdaj je to zapisal, zato ker je umrl z veliko prezgodnje in tragične smrti, torej so njegovo zapuščino urejali drugi. Ta projekt želi odstreči en nov pogled na Kosovela z druge perspektive, naravoslovne, in vse se je začelo v rokopisni čitalnici Nuka, na pregledu gradiva, vsega gradiva, torej pisem, beležnic, pesmi, dnevnikov, in namen je bil, da izberemo gradivo za nadaljnjo analizo in da na oko približno zaznamo, ali obstaja več črnil, ki jih je Kosovel uporabljal, torej, a se črnila razlikujejo po barvi. Končni produkt je bil tale posnetek zaslona, tole so dokumenti, ki so šli na analizo in so približno na oko razporejeni po barvnih skupinah. Torej, analize smo izvajali na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Delali smo infrardečo spektroskopijo, ki je neinvazivna metoda. To je zelo pomembno, ker gre za res dragocene rokopise, ki med raziskovanjem ne smejo biti uničeni.
Infrardeča spektroskopija kaže prstni odtis črnila, torej kako se črnilo odziva na obsevanje z infrardečo svetlobo, torej koliko jo vpije, odbije, razprši. Tukaj je bil glavni namen, da se primerja datirane pisma ali pa beležnice in nedatirane pesmi. Torej, če je črnilo enako, se da sklepati, da je nastal dokument v približno istem času. Druga raziskava je bilo hiperspektralno slikovanje. Tukaj smo izbrali dokumente, ki imajo vidne popravke, tudi na pogled drugim črnilom. En tak primer tega dokumenta je tale žalostna deklica. To je iz digitalne knjižnice Scan. Torej, pri hiperspektralnem slikovanju se obseva dokument z večjim spektrom svetlobe, torej se zazna več kot z infrardečo spektroskopijo, če so uporabljena različna črnila na istem dokumentu. Tretja faza pa je bila, tako kot so povedali, da bo razstava namenjena predstavitvi širši javnosti. Izbrali smo dokumente, ki so ali estetsko zanimivi ali širše prepoznavni, torej to sta bila tipografija za mesečnik Konc in Ekstaza smrti, in smo jih pod mikroskopom, pod veliko povečavo pripravili, da jih bodo lahko obiskovalci razstave pogledali v bistvu do vlaken. Tako da povečava je bila res zelo velika. Raziskave še potekajo, rezultati še niso objavljeni, ampak sem res vesela, da se da še na drug način pogledati na Kosovela, njegov opus in odkriti še kaj dodatnega. Torej, med pregledovanjem gradiva smo ugotovili, da se pisava ne samo, da je zelo grda, ampak da se zelo spreminja. Nisem grda. Ni grda, to je slab izraz. Posebna njegova. Se opravičujem vsem zbranim. Torej, prvo pismo, ki ga hrani NUK najstarejše, je iz leta 1919, Vladimir Jelovškovi. Rokopisi se pa končajo nekje v začetku leta 1926 in v tem času se je pisava zelo spremenila. Torej, druga faza projekta je, da bi poskušali z umetno inteligenco pogledati, kako se spreminja pisava in tudi na ta način približno datirati dokumente še z druge strani, tretje strani. NUK bo seveda v letošnjem Kosovelovem letu pripravil več dogodkov. Vodja Nacionalnega literarnega arhiva, še nedavno rokopisnega oddelka Marjan Rupert, je na predstavitvi opisal okoliščine in posmrtno usodo Kosovelove pisne zapuščine, ki je po drugi vojni dokončno prešla v varstvo nacionalke. Namreč takoj po njegovi tragični mladostni smrti, ko vemo, da je bil ta pogreb kasneje, tako reč naši intelektualci, mladi takrat, Kosovelovi prijatelji, so morali potovati v tujino. Tomaj je bil takrat del kraljevine Italije. Pobrskal sem po naših arhivih, leta 1949 je NUK odkupil ta del zapuščine, ki je bil hranjen v Kosovelovi hiši v Tomaju, in našel sem, da je odkupil zanimivo od Državne založbe Slovenije, ki je takrat bila prva pristojna za izdajo zbranih del njegovih. Anton Ocvirk, ki je bil idejni vodja tega projekta zbranih del, se je zanimivo odločil, da kot prvega v tej seriji izda ravno Kosovela, ne Prešerna, ne Cankarja, ne enega od teh, kako bi rekel, mogočnežev iz te literarne plejade, ampak Kosovela, ki je bil tudi njegov prijatelj mladosti. In od takrat naprej je potem te stvari zanimivo imel pri sebi kar Anton Ocvirk, ki je izdajal zbrana dela. Namreč veliko problemov je bilo v zvezi s tem kasneje, ker je Ocvirk se pri tem vztrajal, da ima on te stvari doma, da te stvari študira in treba povedati, da je opravil ogromno delo v razumevanju Kosovela. Od tistega prvega začetnega razumevanja njegovih tako imenovanih baržunastih, kot je Kosovel sam rekel, pesmi, se pravi pesmi z obdobja njegovega impresionizma, ekspresionizma in kar je še teh izrazov, do kasneje seveda teh pesmi, ko je Kosovel radikalno stopil v ta evropski avantgardni, moderni prostor in začel z druge vrste poezijo. To je trajalo dolgo časa, da je nekako
tudi Ucvirk sam doumel pomen tega, kar je v bistvu v prvi fazi zbiranja teh del smatral kot mogoče nekaj nerazumljivega, neke take predvsej obrobne zadeve, kasneje šele resnično z poznavanjem evropske literature, predvsem pa potem sociologije in celotnega literarnega dogajanja tako na balkanskem prostoru kot v celotni Evropi ugotovil, da je to zelo pomemben del njegovega opusa. Ob 100-letnici Kosovela, njegovega rojstva, seveda je bil neke vrste tudi literarni praznik, čeprav takrat ni bilo imenovano Kosovelovo leto, ampak takrat sem jaz pripravil tudi eno manjšo razstavo v Sežani in seveda zelo sem si trudil poskrbeti, da ta zapuščina dejansko se primerno hrani. Povedati moram, da je takrat Mobitel dal kar lepo vsoto denarja, da smo te stvari shranili tako, kot je treba. Pravzaprav je bila to prvi vzorčen primer enega primernega hranjenja rokopisov. Še to Kosovel je pisal na zelo specifičen papir, jasno, a ne, zelo slabo je pravzaprav ta zadeva ohranjena, namreč vedeti moramo, Kosovel je živel v času ene ekonomske krize, to je bil čas po prvi svetovni vojni. Hkrati seveda je bil on reven študent v Ljubljani, tudi njegovi starši seveda v tem obdobju, ko je oče dobil odpoved, fašistična oblast takrat ga je odpustila, ne, kot slovenskega intelektualca in je moral najti drugo zaposlitev, takrat je postal agent te zavarovalnice, znane zavarovalnice v Trstu, Assicurazioni Generali, in tam je potem iz tistih listov, iz teh formularjev, iz formularjev sežanske občine, je potem si Kosovel nastrigel take liste v tem formatu in pisal na njih. Gre za zelo slab papir, ne? Tudi zaradi tega je zelo pomembno, da je tako primerno hranjen v teh ovojih iz brezkislinskega papirja. Druga stvar, uporabljajo, kot boste tudi videli, lahko tudi zelo agresivno črnilo, se pravi železotaninsko, ki ima veliko železa v sebi, ki potem počasi seveda kemijsko razpada in razžira papir. Tako da, če bi pogledali originale, nekatere stvari so že na robu prežrtja, no, če kar tako po domače povem. In jaz sem imel eno tako vizijo, no, da bi ta čas predstavili, ker Kosovel je zelo pogosto omenja zrcala v svojih pesmih, ne, da bi ravno s pomočjo teh zrcal skušali prezrcaliti te stvari tudi v nas same, ne. V zrcalih se tudi sami ugledamo, v zrcalih ugledamo potem te pesmi, ugledamo pač ta pesniški svet in seveda Kosovelova poezija, ki je vedno aktualna, zrcali tudi današnji čas. Ne. To se mi zdi zelo pomembno, ta razstava mora biti aktualna. Ne. Vse to obdobje tega časa praktično se nekako ciklično ponavlja. Ne. In zato je še toliko bolj pomembno, da Kosovela beremo in to naj bo tisto sporočilo za naprej. Se pravi, to je res pesnik, ki še vedno po 100 letih po smrti ostaja modern, ki nas še vedno nagovarja in postavlja pred nove izzive. Projekt prepoznavanja vseh zapisanih besed v zapuščini pesnika s Krasa je v tej fazi sklenjen in kot je sklenila Ajda Zavrtanik-Drglin. Tako da zelo smo veseli, da smo lahko ta projekt tako uspešno speljali in zaključili. Bo pa to tudi nekako osnova za delo naprej v smeri razvoja umetne inteligence, kjer lahko pričakujemo, da se ta besedila lahko uporabljajo naprimer za pogovorne robote, s katerimi se lahko pogovarjamo o vsebini teh pesmi. Iskanje mogoče ne samo točno po besedilu oziroma po vsebini, ampak tudi po pomenu in tako naprej. Tako da se veselimo, da bomo ta besedila lahko uporabljali še naprej. Ajda Zavrtanik-Drglin, hvala za ta pojasnila. Hvala lepa za pogovor. Ta pogovor pa sem pripravil Goran Tenze. Pogled v znanost.